Evo, sem si ravno mislil nov nosilec za telefon, za na svoj motor, da bom potem na daljših poteh lahko med vožnjo gledal YouTube. Hecam se, jasno, čeprav je vsem kdo pomislil, da sem dovolj nor. No, ta telefon bo tukaj zelo redko za kakšno navigacijo, če bom šel res nekam daleč, sicer pa veliko pogosteje za aplikacijo, ki spremlja mojo vožnjo. Na takšne aplikacije lahko gledate negativno, če že vas spet nekdo spremlja in beleži vaše vožnje, kadar uporabljate aplikacijo, ampak jaz tukaj vidim veliko pozitivnih stvari. Ok, tudi ekonomsko, če lahko kje prihranim kakšen evro, bolj pomembno se mi zdi, da se tukaj ne shranjujejo vaše vožnje zato, da bi vas kdo kaznoval, ampak zato, da se zbirajo podatki, s katerimi potem ugotavljamo, zakaj so določeni odseki cest bolj nevarni kot drugi. Osnovni namen aplikacije je torej še vedno, da so naši uporabniki lahko za varno vožnjo tudi nagrajeni. Hkrati pa ta naša aplikacija služi kot taka aplikacija, ki pokriva vse stvari, ki se tičejo mobilnosti, tako da lahko uporabniki ne samo snemajo vožnje, ampak tudi urejajo stvari z zavarovalnico, digitalno, preko aplikacije, kjerkoli in kadarkoli. Ugotovili smo, da v povprečju so naši uporabniki motoristi zelo varni vozniki, njihova ocena je namreč kar 97 točk od 100 možnih. Kot rečeno, pa določene starostne skupine opažamo, da so nekoliko bolj tvegane, to so mlajši od 15 do 20 let, pa tudi nekje starejši med 70 in 75 let, ampak načeloma smo ugotovili, da potem po nekem 20 letu starosti se vozni slog umirja, da nekako vozimo manj tvegano oziroma bolj previdno. Jaz drive uporabljam pri svojem avtu že vsa leta, zdaj sem ga začel pa še pri motorju. Več kot 3000 nas je takšnih motoristov in skupaj smo prevozili že več kot 10 milijonov kilometrov, kar je seveda občutno manj kot pri avtomobilih, kjer je tudi uporabnikov veliko več in so skupaj do lanskega leta prevozili že več kot 2 milijardi kilometrov. No pa kljub temu motoristi lahko dobimo že zanimive statistične podatke. Ker motor vozimo samo v sezoni in ne skozi celotno leto, je za popust dovolj 200 prevoženih kilometrov na mesec, torej pol manj kot pri avtu. Takšni podatki se mi zdijo veliko vredni, ker se spomnim, da smo pred nekaj leti v naših oddajah iskali črne točke. Torej lokacije na naših cestah, kjer se je dogajalo zelo veliko nesreč, pa takrat še nisem imel takšnega zemljevida, s katerim bi si lahko pomagal. Veliko lokacij so že spremenili, popravili križišča in tako naprej, za kar sem zelo vesel, veliko dela nas pa še čaka in ena majhna kapljica v morje so v bistvu lahko tudi takšne brezplačne aplikacije.